Borzni posrednik je v bistvu tisti prvi kontakt s stranko, ne bo to osebno ali po telefonu ali po faksu ali po mailu, kakorkoli, ki ga stranka dobi, ko pač spostavi ta prvi kontakt z borzno hišo. Borzni posrednik seveda svetuje strankam, katere delnice kupiti, katere prodati, kakšna je situacija na trgu. V bistvu sam po sebi ne sme sugerirati, zato ker pač zadnja beseda in odločitev je le strankina. V bistvu ne more kar vsak posameznik postati borzni posrednik, ko prije iz srednje šole ven ali pa s faksa, to ni važno. Moraš imeti 1 leto delovnih izkušenj, s tem, da ti delovne izkušnje morajo biti celo vpisane v delovno knjižico. To ne pomeni zdaj preko študenta, mora biti prav 1 leto vpisane delovne dobe, da te lahko potem neka borzno-posredniška hiša oziroma banka pošlje na ta izpita za borznega posrednika. Takoj zjutraj se začnejo že telefoni, kjer stranke pač sprašujejo, kaj bi kupile, kaj bi prodale, oziroma za sam posvet z borznim posrednikom. Samo trgovanje v Ljubljanski borzi poteka od pol 10 pa do 13, to je od ponedeljka do petka. Med tem časom je možno delnice oziroma vrednostne papirje kupiti oziroma prodati. Po 13. uri, ko je zaključek trgovanja, se v bistvu šele začne tisto pravo delo, operativno, tako borznega posrednika kot vseh zaposlenih ostalih. To pomeni vse tisto, kar se dopoldne dogajalo, se pravi prodaje, nakupi, je treba to nekako v nek podporni program uskladiti, prenesti in tudi zgenerirati neke obračune strankam, ki se jih še isti dan pošlje, tako da stranke dobijo naslednji dan na dom obračun o ali nakupu ali prodaji. To je pač čisto zakonsko določeno, da pač stranka mora dobiti takoj naslednji dan po opravljeni transakciji določen obračun. Strokovnost, odločnost, urejenost, smisel za ljudi, predvsem smisel za stranke, da se zna postaviti v njegovo kožo. Natančen, precizen, z občutkom, z 6. čutom, da lahko tudi že malo predvideva, kaj se lahko na trgu dogaja. To so karakteristike borznega posrednika.